Bunkeri na Macelju, v zadju Donačka gora. Tam je še eden. Ta bunker je tudi zidan, ne samo kopan v zemljo. Trenutno merimo bunkerje na grebenu Maclja. So jih očitno Nemci imeli zato, da so tukaj pač bili vojaki, temu na varnem. Zgoraj imamo pa strelske jarke, s katerimi so lahko nadzirali, bomo rekli, NDH-jevsko stran. In tehle bunkerjev je tukaj v liniji, smo jih našli cirka med 15 in 20, se pravi, da so se kar dobro okopali in da bi nadzorovali tole mejo za Hrvaško. Konkretno tale bunker je širok 7 metrov. Prejšnji je bil pa 5. Prejšnji je bil 5, ja. Tako da med 5 in 7 metrov so širine teh bunkerjev. In kako se je prišlo sploh do teh bunkerjev? Med bunkerji so pa povezovalne poti. Tamle gor imamo en strelski jarek, potem pa malo nižji dol so pa tudi občasno se vidi potka, ki je očitno povezovala bunkerje. Strelski jarki so bili bolj ali manj na grebenu oziroma malo pod grebenom, bunkerji še malo nižji, pa povezovalna pot je pa potem še malo nižji. No, ampak fotografija teh bunkerjev je tudi lepo razvidna iz... Da smo pa sploh ugotovili, da te bunkerje obstajajo, smo pa pogledali posnetke laserskega snemanja Slovenije, kjer se vidi črne pike v liniji grebena in se zanimali, kaj to je, in pač, ko pride, sem vidiš tako luknjo in hitro jasno postane, da gre za bunker. In koliko je teh bunkerjev bilo na tej planoti? Saj na tem odsegu, kjer smo zdaj, saj 20. To je v razdalji kakšni približno? V razdalji 500 metrov. 20 takšnih? Ja. Prej smo omenili, da na razdalji 500 metrov tukaj na Maclju najdemo tudi do 20 bunkerjev. Da smo sploh vedeli, da so tukaj, smo ugotovili na podlagi tehle zemljevidov, ki prikazujejo lasersko skeniranje Slovenije in na podlagi katerega se lepo opazijo črne pike na površju. In zanimalo nas je, kaj te črne pike predstavljajo. In prej smo videli, da so pač to nemški bunkerji. Konkretno tale pred nami je tak, ki je tukaj obkrožen. Ko bomo sledili greben naprej, jih bomo odkrili še 10 oziroma več jih je v smeri proti zahodu. Definitivno so tukaj bili utaborjeni, da so lahko nadzorovali greben Maclja tukaj nad nami. No, verjetno so poslušali tudi radio Lili Marlen pa Führerove govore. Ne vem, koliko je bila Lili Marlen zaželena, ne. Aha. Ker tudi pri Nemcih so imeli do nje tako dvojne občutke, ne, kot lahko vidimo v znanem filmu Fassbinderja. So jih pa vrteli.